Dober dan, poslušalke in poslušalci Radia Celje. Dobrodošli v februarski oddaji Evropska unija smo mi in lepo pozdravljamo tudi doktorico Romano Jordan, našo evropsko poslanko, članico Slovenske demokratske stranke in članico Evropske ljudske stranke. Dobrodošli. Dober dan. Trgovanje z emisijami, to bo današnja tematika in o tem bomo danes klepetali. Namreč s 1. januarjem 2005 je začel v Evropski uniji delovati sistem trgovanja z emisijami. In trenutno je to trgovanje najbolj izpostavljeno orodje Evropske unije za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov, ki povzročajo spreminjanje podnebja. Sliši se zelo zakomplicirano, ampak verjamem, da bomo midve to poenostavile, kaj ne? Na kakšen način poteka to trgovanje z emisijami? Februar je, narava se počasi prebuja. Spomnim se, ko sem bila majhna, da smo ta čas že nabirali prve zvončke. No, midva bomo pa danes se posvetili malce bolj tem okoljski temi in Evropska unija je na področju podnebnih sprememb zagotovo igra vodilno vlogo v svetu in tu smo tudi bili prvi, ki smo uvedli nek tržni sistem za trgovanje z emisijami. Zdaj, zakaj sploh o tem govorimo? Zato, ker so nam znanstveniki opozorili, da se podnebne spremembe dogajajo, da je za njih odgovoren v veliki meri človek in njegovi izpusti toplogrednih plinov in da je te izpuste potrebno omejiti. In v Evropski uniji smo rekli tako, da bomo približno polovico izpustov omejili na tak način, da se bo z dovoljenimi izpusti trgovalo in to določa sistem ETS, sistem trgovanja z emisijami. No, za drugo polovico izpustov pa uvajamo neke druge pa uvajamo drugačno dopolnilno zakonodajo, neke standarde, recimo kot veljajo za avtomobilsko industrijo, po katerih spuščamo pa oziroma zmanjšujemo pa drugo polovico izpustov. Rekli sva, da bomo danes govorili o tržnem mehanizmu. Kaj to pomeni? To pomeni, da je Evropa definirala neko količino izpustov, ki jo je na bazično leto imela in da je določila, da moramo do leta 2020 te izpuste znižati za 20% oziroma v okviru tega sistema za 21%. In zdaj v sistem ima neke dovolilnice, koliko izpustov sme kdo spustiti v ozračje in ti izpusti se tako znižujejo, da bomo do leta 2020 res jih znižali za 20%. V prvi fazi, ki je že mimo, so države članice pač dobile določene kvote za te izpuste in jih same razdelile med podjetja, ki so v okviru tega izpusta, to so predvsem energetska podjetja, del kemične industrije, potem jeklarska industrija in ti dovolilnice so dobila podjetja zastonj. Zdaj, če je njihova proizvodnja večja, če povzročajo večje izpuste, jih bodo morala pa še dokupiti. In računamo na to, da namesto, da bi podjetja vlagala v nakup teh dovolilnic, bodo raje vlagala sredstva v svoj razvoj in se bo na ta račun pač tudi naša proizvodnja očistila oziroma postala bolj trajnostna. Na ta način torej Evropska unija pomaga državam članicam, da se izpolni njihova zaveza zmanjšanja emisij toplogrednih plinov na stroškovno učinkovit način. Predstavlja pa ta sistem za trgovanje z emisijami CO2 prvega tovrstnega v svetu, kaj ne? Kdo vse je vključen v ta sistem? Ja, to je prvi tovrstni sistem, vključenih je vseh 27 držav članic, potem so pa tu zraven tudi Islandija, Liechtenstein in Norveška, se pravi te evropske države, je tudi novost, od 1. januarja letos je vključena tudi Hrvaška, zato ker računamo, da bo letos postala polnopravna članica Evropske unije. Je pa zelo zanimivo, da je recimo Avstralija napovedala, da bo leta 2015 uvedla tudi sistem trgovanja z ogljikom na njenem ozemlju in da ga je oblikovala tako, da se bo lahko povezal z evropskim sistemom in bo možno torej trgovanje tudi med obema sistemoma. Potem so bili pa številni nekaj predstavnikov Evropske komisije je bilo tudi na Kitajskem, ker je tudi Kitajska dejala, da bo v nekaterih svojih najbolj
najbolj razvitih provincah uvedla podoben sistem, kot ga ima Evropska unija. In smisel vsega tega je, da ti novi sistemi, ki nastajajo, da bodo kompatibilni z evropskim, se pravi, da bo možno potem tudi neko tako globalno delovanje sistema. Svoj košček v mozaiku pri trgovanju z emisijami seveda doda tudi Slovenija. Kako velik ustvarjalec emisij CO2 smo tukaj v Sloveniji, če se primerjamo z drugimi evropskimi državami, in kako dobro nam gre od rok zmanjševanje teh emisij? Smo pridni ali malo manj? Slovenija lahko vedno reče, da smo majhna država, da imamo zato malo izpustov, da tudi če jih znižamo, to ničesar ne pomeni za globalno sliko, ampak jaz mislim, da je tak način razmišljanje napačen. Vedno pravim, že pri oblikovanju politik ne smemo reči, da smo majhni, ampak si moramo prizadevati, da dosežemo tisto, kar želimo, in tudi pri izpustih pravim, da moramo prevzeti svoj del odgovornosti in da moramo tudi mi seveda zniževati izpuste v skladu z evropsko politiko. To smo konec koncev tudi obljubili. Zdaj, če pa pogledam, kako uspešni smo, pa sem kar malce žalostna, ker recimo Evropska unija je od leta 2010 glede na leto 90 zmanjšala svoje izpuste za 10%, mi smo jih pa povečali. In to ni dobro. Še posebej, če se zavedamo, da je naše gospodarstvo v hudih škripcih, da je mnogo podjetij propadlo, pa kljub temu nismo uspeli dovolj prečistiti, se pravi, naše družbe. To ni dobro. To je znak, da premalo storimo v smeri trajnostnega razvoja. Slovenci smo okoljsko zelo osveščeni in raziskave kažejo, da veliko vemo o teh stvareh, da podpiramo okoljske politike, ampak kot rečeno, nekaj bomo morali potem tudi resnično narediti. Se pravi, se začeti sami bolj okoljsko osveščeno obnašati in tudi zahtevati od politike, da oblikuje ustrezno okolje za investitorje, da bomo resnično vlagali v trajnostno gospodarstvo. Evropska unija smo mi. Naša gostja je doktorica Romana Jordan in danes klepetamo o trgovanju z emisijami. Če še enkrat morda ponoviva trgovanje z emisijami CO2, kaj to pomeni in kaj to pomeni na primer pri globalnih izpustih? Trgovanje z emisijami pomeni, da industriji puščamo proste roke, kam bo vlagala sredstva za zmanjšanje globalnega segrevanja. Lahko kupuje pravice do izpustov in potem gre ta denar seveda nekomu drugemu, da vlaga v trajnostne tehnologije, lahko se pa sama odloči za določene inovacije, za zmanjšanje izpustov in sama vlaga v raziskave in razvoj. No, ta sistem, ki ga imamo v Evropski uniji, pokriva približno polovico naših izpustov. Je pa res, da Evropska unija pomeni globalno gledano samo 11% vseh svetovnih izpustov. Tako da moramo biti na ta vlak tudi druge države, zlasti največji onesnaževalki, ki so Združene države Amerike in pa Kitajska. Vendar so pa že kažejo prvi uspehi. Prvi uspehi so to, da bi rade tudi druge države članice, da razmišljajo o tem, da bi uvedle tak sistem. Kot sem dejala, Avstralija se je že odločila, da ga bo, Kitajska tudi za določene province. Čakamo še, kaj se bo zgodilo v določenih zveznih državah, Združenih držav Amerike, tam pričakujemo določen napredek. Velik napredek je bil pa dosežen pri letalski industriji, kjer je Evropska unija prav svojim ustrajanjem dosegla zavezo njihove stanovske organizacije, da bodo letos, do sredine letošnjega leta objavili svoj akcijski načrt, kako bodo zmanjšali globalne izpuste. Kajti, če ne, potem so avtomatsko vključeni v sistem trgovanja z izpusti Evropske unije in bodo morali pač vanj plačevati določena sredstva. Evropska komisija je pripravila predlog hitrih sprememb in pa predlog za dolgoročne strukturne spremembe tega sistema, tako imenovanega ETS. Zakaj je to potrebno?
Sistem je, ko je bila sprejeta zakonodaja o tem sistemu, je bila Evropa gospodarska velesila, njeno gospodarstvo zdravo, finančni sistemi tudi, vsaj tako smo mislili. Potem pa je leta 2008 udarila kriza, huda kriza, finančna kriza, gospodarska kriza. Mnogo podjetij je šlo v stečaj in zaradi tega so se tudi izpusti znižali in cene teh pravic za izpuste so padle. Zdaj, nekateri mislijo, da je to težava tega sistema. Moje mnenje je sicer drugačno. Jaz pravim, da sistem ni bil zasnovan za to, da se z njem zbira denar, ampak da je bil zasnovan za to, da spodbuja vlaganja v trajnostni razvoj. In da je sistem tak, da mora biti to tržni mehanizem. Zato ne smemo zdaj z neko hudo regulacijo posegati če želimo, da ostane tržni mehanizem. Zato sem jaz proti vsakemu hitremu ukrepanju, ker zdaj nekateri predlagajo nek najlažji ukrep, da se kar nekaj pravic za izpuste umakne z trga, s tem se bo cena dvignila, pa jo potem, ko bo gospodarstvo bolj zdravo, spet damo te pravice, vnesemo v sistem nazaj. To seveda, mi se ne smemo tako igrati. Mi moramo paziti na svojo verodostojnost. Zdaj, na dolgi rok moramo pa priznati, da je pa res treba nekaj narediti. Ker veste, tiste investicije, ki potekajo zdaj, ko se investitorji zdaj odločajo za investicije, bomo imeli posledice glede izpustov še naslednja desetletja. Recimo v energetiki neka elektrarna ima življenjsko dobo 25, 30, 40 let in zaradi tega moramo pa že zdaj tudi pokazati potencialnim investitorjem, kakšna bo naša pot po letu 2020. Zato pa govorimo o strukturnih reformah sistema s trgovanjem z ogljikom. In kako naj bi to vplivalo na okolje, na delovna mesta, na konkurenčnost konec koncev? Ja, prav tako, kot sem delno že omenila. Podjetja so pred odločitvijo, kam vlagati svoj denar, kaj je za njih bolje. Ali je bolje, da kupijo pravice do izpustov, ali je bolje, da vlagajo v svoj denar v raziskave, razvoj, v bolj učinkovit delovni proces, v proces, kjer je manj izpustov CO2 in na ta račun pričakujemo, da bodo vlagali več v raziskave, razvoj, da bodo na ta način tudi odpirali nova delovna mesta. Vse skupaj ima pa seveda večji smisel, če bomo mi kot Evropska unija uspeli ta način razmišljanja in dela prenesti tudi na globalno raven. Kajti mi se moramo zavedati, da gospodarstvo je sicer evropsko, vendar deluje na globalnem trgu in da mora biti seveda za te trajnostne tehnologije dovzeten tudi globalni trg. Zato smo tudi zelo aktivni v okviru Organizacije Združenih narodov, sodelujemo vsa ta leta že v pogajanjih za dosego nekega globalnega sporazuma in pričakujemo, da sinergija tega našega dela na mednarodni ravni in zakonodaje, ki jo imamo znotraj Evropske unije, bo pomenila neko dodaten vzgon podjetjem, da bodo konkurenčna. Če se še malce dotakneva številk, skupna količina dovolilnic bo leta 2013, torej letos, znašala 1,974 milijona ton CO2, nato pa se bo linearno zniževala do leta 2020, ko bo znašala 1,72 milijona ton CO2. Kako gledate vi osebno na ta zastavljen cilj? No, to so neke številke, ki prav nekaj povedo samo strokovnjakom. Tudi jaz kot političarka bolj gledam na te stvari v smislu, relativno smislu, kaj to sploh pomeni. In vse te številke, ki ste jih zdaj povedali, pomenijo, da imamo zdaj ta sistem kalibriran oziroma nastavljen tako, da bomo svoje izpuste do leta 2020 znižali za 20% glede na leto 90.
Naslednja faza oziroma tretja faza tega sistema trgovanja z ogljikom je začela pravkar teči leta 2013 in od 2013 do 2020 je sistem nastavljen tako, da se število dovolilnic za izpuste vsako leto zmanjša za 1,74%. To je tako čisto preprosto rečeno. Zdaj, ves čas govoriva o okolju, o izpustih, o tem, kako se morajo znižati, za koliko se morajo znižati. Moram pa poudariti, da to vse skupaj, o čemer govorim, ni samo okoljski problem, da ne smemo videti samo okoljskih aspektov, ampak da morajo biti vse te številke naravnane tudi tako, da ne povzročajo prekomerne obremenitve gospodarstva, da so ti okoljski standardi sicer res so višji od tistih na globalni ravni, vendar morajo omogočati podjetjem, da so še vedno konkurenčna. No, zdaj, tista, ki so izrazito globalno vpeta, kot recimo jeklarska industrija ali pa lesna, papirna industrija, imajo potem, bom kar tako po domače rekla, neke popustke, zaradi tega, da preprečimo odhod teh tehnologij iz Evrope v države, v dežele, kjer imajo dosti nižje okoljske standarde. Jaz mislim, da, ker ste me vprašali po mojem mnenju, jaz mislim, da je ta sistem zdaj nastavljen tako, da smo okoljsko odgovorni in da še vedno omogočamo industriji, da deluje konkurenčno tudi na globalnem nivoju. Prihodki od prodaje teh emisijskih kuponov naj bi v blagajno prinesli 50 milijard evrov letno in ta denar pripada državam članicam. Komu bodo ta sredstva potem namenjena? Gredo nazaj v države članice? No, vidite, prav to je narobe, da mnogi govorijo o tem, ja, prihodkov je toliko in toliko, ta sistem nam omogoča, da toliko in toliko denarja dobimo. Jaz pravim, ne, ta sistem nam omogoča, da znižamo izpuste za 20%, ampak ne glede na to, seveda prihodki bodo in države članice se same odločijo, kam jih bodo vlagale. Je pa to neko politično priporočilo, da naj vsaj del sredstev, teh sredstev namenijo za ukrepe na področju podnebnih sprememb, za ukrepe na področju trajnostnega razvoja, tako znotraj svojih držav, kot tudi pri svoji pomoči tretjim državam, govorim namreč o razvojni pomoči. Mislim pa, da se moramo v Evropi, ko govorimo o teh stvareh, kar precej zamisliti, ker se mi zdi, da včasih smo bolj papeški od papeža, ko pravimo, da moramo te svoje izpuste še bolj znižati, da moramo cilje še bolj zaostriti, pri tem pa ne gledamo tudi na tistega, ki jih dejansko znižuje, to je gospodarstvo. Kaj se nam namreč trenutno dogaja? Trenutno se nam dogaja to, da v proizvodnem sektorju svoje emisije res znižujemo. Vendar pa, če pogledamo pa, koliko pa posamezen Evropejec ali Evropejka povzroči izpustov v svojo porabo, jih pa še vedno zvišujemo. To pomeni, da nismo nič tako okoljsko čisti, kot si sami mislimo, da smo. Mi smo delno očistili svojo industrijo, panoge, ki so se lahko prilagodile okoljskim standardom, so ostale v Evropski uniji, vse bolj pa se tista industrija, ki ne more biti več v okviru evropskih standardov konkurenčna, seli v tretje države in to je tako imenovano uhajanje ogljika. Tako da mislim, da bomo morali začeti meriti to svojo okoljsko verodostojnost tudi še preko drugih vatlov, to pa je, koliko izpustov mi povzročimo s svojim načinom življenja. In da merimo naše lastne ogljične odtise in jih poskušamo zmanjšati. Tako. Doktorica Romana Jordan, verjamem, da sva malce bolj približali trgovanje z emisijami CO2 našim poslušalkam in poslušalcem. V tretjem delu oddaje bomo gostili litvansko-evropsko poslanko, o svoji državi bo spregovorila Radvile Morkunaite. Kako bi jo opisali? Ja, tudi ta kolegica dela v odboru za okolje, tako da sva se spoznali v tem odboru. To je ena mlada damica, zelo resna, delovna. Zagotovo ste jo povprašali tudi glede hrane, tako kot vse ostale moje kolege. Moram povedati, da je ona zelo suha, tako da me prav zanima, kaj vam je priporočila. Pa še to. Pravkar je poročena. Sveže poročena, torej. Sveže poročena. Radvile Morkunaite nam bo zaupala več o svoji državi Litvi že čez nekaj minut. Doktorica Romana Jordan, hvala za tudi tokraten februarski klepet in vse dobro. Hvala enako tudi vam.
Evropska unija smo mi. Radvile Morkunajte, evropska poslanka Litve, je za Radio Celje izbrala prav posebno znamenitost svoje države. I thought for a while, because I've seen that there might be such a question, so I chose not a popular place, but I think that it should be, that people should be interested in it, not only tourists but local Lithuanians as well. I chose a bunker, which was made in 1949. Kar nekaj časa sem razmišljala, a nisem izbrala popularne znamenitosti, temveč kraj, za katerega mislim, da bi ga morali bolje poznati. Ne samo turisti, temveč tudi domačini Litvanci. Izbrala sem bunker, narejen leta 1949. Naredili so ga partizani, bratje Gozda, ki so se borili proti sovjetski okupaciji. V tem bunkerju so podpisali nekakšno deklaracijo neodvisnosti. V času, ko je Evropa slavila svobodo in postavljala temelje današnje Evrope, smo mi preživljali težke čase. Mislim, da se to ne sme ponoviti, da so nekateri bili dobesedno pod zemljo, ko so drugi slavili zmago. Quite difficult and quite different life. So I think that it's important for us and for people from abroad to distinguish it, to know it, and not to forget that there were people that were under the ground where the others were celebrating the victories. Litvanska kuhinja zelo spoštuje temen ržen kruh, med temelje kuhinje pa lahko štejemo krompir, kruh, svinino in mlečne izdelke. Pogosta je uporaba kislega mleka, ki ga je v svojem receptu uporabila tudi litvanska evropska poslanka. If you would come in summer, we do not have very long one. Če pridete poleti, ta so kratka, bi naredila hladno juho, narejeno iz kislega mleka, pa malo čebule, jajc in je zelo osvežilna. Za poletni čas, ko ne jemo veliko, mislim, da bi bilo zelo primerno. As in summertime you don't want to eat much, so I think that would be okay. Za litvansko osebnost je Radvile Morkunajte izbrala košarkarja. I think that those people who know or are interested in sports, so they might know Arvydą Sabonis, who used to be basketball player. Ljubitelji športa verjetno poznajo Arvydasa Sabonisa, ki je nekdani košarkar. Je simbol naše neodvisnosti. Ko je Litva 20 let nazaj osvojila prvo medaljo na takratnih olimpijskih igrah, je bil on kapetan košarkarske reprezentance. Mislim, da ni bil samo odličen košarkar, temveč tudi ambasador sodobne Litve. The leader of our team, and I think that he did a good job, not only as a player, as a basketball player, but as an ambassador in a way as well.